Spoštovane občanke in občani, drage kotulke in kotulci. Majhna in v skladu z novimi trendi oblikovana poslovilna vežica se je v zavetju Cerkve Svete Marjete na Kotulskem pokopališču pridružila drugim častitljivim objektom, da bo v naši skupnosti opravljala svoj plemenit in dragocen namen. Nudila bo prostor, v katerem se bomo lahko v domačem okolju primerno in dostojno poslovili od svojih bližnjih in sokrajanov. Vendar pa je v resnici njeno darilo še bolj subtilno. Nudi nam zavetje, da se lažje poglobimo vase, ko se srečamo z življenjskimi prelomnicami, kot so smrt in izguba svojih najbližjih. Za zahodnega človeka je smrt nekaj, kar nas straši, nekaj, čemur bi se izognili, če bi se le dalo. V tem modernem času hitenja bi z njo najraje opravili na hitro, površno, jo potisnili na rob zavesti, pa vendar ne gre tako. Tema smrti in tema minljivosti in izgube je zelo pomembna za vsakega od nas. Prisili nas, da se soočimo z lastno minljivostjo in minljivostjo vsega okrog nas. Povabi nas, da se ozremo vase in se zavemo svojega bivanja tukaj in zdaj. Objekt, ki je pred nami v popolnoma novi preobleki, je dostojno mesto slovesa, ki je svoje mesto našlo sredi Kotelj in ki bo temu ožjemu delu naše lokalne skupnosti vsekakor v ponos. K pozdravnemu nagovoru v imenu gostitelja vabim predsednika krajevne skupnosti Kotlje, gospoda Zvonka Grosa. Spoštovani gospod župan, direktorica javnega zavoda LOK Meta Tasič in seveda vsi izvajalci, gospod župnik in tudi vsi krajani. Vesel sem, da smem v imenu krajevne skupnosti Kotlje prisostvovati današnjemu dogodku in skupaj z vami nazdraviti še eni pomembni pridobitvi za naš kraj. V Kotljah smo si kar nekaj časa prizadevali, da bi na tem mestu stal sodoben in predvsem funkcionalen objekt, ki bi predvsem olajšal že tako težke trenutke svojcem, ki se na tem mestu poslavljajo od svojih najdražjih. Z skupnimi močmi in napori smo uspeli objekt, ki je sicer tudi doslej služil svojemu namenu, obnoviti in preurediti tako, da bo zagotavljal potrebno zasebnost in funkcionalnost, predvsem pa bo kljuboval vsem vremenskim neprilikam in uporabnikom zagotavljal najboljše pogoje. Kot krajan Kotelj sicer želim, da bi bilo žalostnih dogodkov v kraju čim manj in da bi bila ta vežica redko v uporabi. Kljub temu pa sem vesel nove pridobitve. Upam, da bo ta sodobna tehnologija nameščena na tem objektu od danes naprej uporabnikom prinašala čim manj težav vsem obiskovalcem pokopališča, od drugod pa zagotovila dobro preglednost pokopališča. Seveda si želimo tudi nadaljnjih postopkov glede širitve pokopališča, parkirišča, obnovo zidu in še bi se kaj našlo. V imenu krajevne skupnosti Kotlje se zahvaljujem županu Tomažu Roženu, občini Ravne, komunalnemu podjetju LOK, izvajalcem in vsem, ki so karkoli pripomogli, da je investicija končana in bo objekt predan namenu. Hvala lepa. Hvala gospodu Grosu. Čeprav nas smrt straši svojo skrivnostjo in dokončnostjo, je v resnici le dragocena učiteljica, ki nas opominja na darilo življenja. Opogumlja nas, da ga živimo polno, zavestno, da hodimo po svetu z ljubeznijo in radostjo v srcu, da se zavedamo dragocene priložnosti, da s svojim bivanjem, talenti, energijo in darovi polepšamo in oplemenitimo ta svet ter še posebno življenja ljudi, s katerimi sobivamo. Pogosto jo zaradi bolečine pred izgubo ter strahom pred praznino in odrivamo iz svojih misli, vendar je proces umirjanja ves čas prisoten v našem vsakdanu, v vsakem trenutku. Z minevanjem in predvsem dostojnostjo slednjega ima največ izkušenj upravljalec objekta slovesa, ki ga danes popolnoma prenovljenega predajamo namenu, javno komunalno podjetje LOK d.o.o. Na tem mestu med nami lepo pozdravljam direktorico Meto Tasič Bukovec. Življenje vsakega posameznika je po svoje polno. Konča se s tišino in praznino.
Naj naslednjih nekaj minut tišino napolni prijetna skladba v izvedbi vokalnega kvinteta Ajda pod vodstvom Tanje Krivec. Prosim. Lušno je vigrit, ko začno drobne ptice pit. Vse se veseli, vse kar na svit Vigridi bojejo ti drobne ptičice, čigalce, cajzalca in ojsenice. Med njimi pa poje veselo kuku. Saj je Bog stvaru taku. Med njimi pa poje veselo kuku. Saj je Bog stvaru taku. Lušno je polit, ko začne tuda vrš cvetit. Kar bolit cveti v jesin pa do zori. Glih tak bo preteklo to naše življenje, sromaštvo, bogatstvo in vse premoženje. To drugo pa pojde v to črno zemljo. Saj je Bog stvaru taku. To drugo pa pojde v to črno zemljo. Saj je Bog stvaru taku. Stavba objekta slovesa na pokopališču v Kotljah je v celoti obnovljena. Dela so se pričela v mesecu aprilu letos in zajemala izvedbo nove strehe, zaprtje zunanjega dela, izgradnjo in opremljanje nove kuhinje, stara pa je preurejena v shrambo. Ob urejanju okolice je bilo odstranjeno tudi zunanje skladišče. Projektantska dela je opravil arhitekturni biro Ravnikar Potokar iz Ljubljane, ki so projektirali že obstoječi objekt poslovilne vežice. Za izvajalca je bilo izbrano podjetje Temnikar d.o.o., ki je imel podizvajalce PST d.o.o., Marko Gorenček SP, Milan Potočnik SP, Igor Sonjak SP, nadzor pa je zagotovil Janez Mačič SP. Dela so potekala v dveh ločenih fazah in skupaj znašala okoli 127.000 evrov, ki jih je iz proračunskih sredstev zagotavljala občina Ravne na Koroškem, dodatnih 3.000 evrov pa je za opremo, kot so kamere in fotočka, ozvočenje, prispevalo podjetje, javno-komunalno podjetje Log d.o.o. Z novo poslovilno vežico bodo omogočene bolj intimne poslovilne slovesnosti z manjšimi vplivi okolice in tudi vremenskih nevšečnosti, ter bo tudi na pokopališču Kotlje zagotovljena potrebna infrastruktura pokopališke dejavnosti. Prosim, da k besedi pristopi župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožin. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem tudi v imenu občine Ravne na Koroškem, spoštovani predsednik Krajevne skupnosti Kotlje, gospod Gros, spoštovani gospod župnik, gospod Vajda, spoštovana direktorica JKP Log, Meta Tasič-Bukovec in vsi ostali gostje. Lep pozdrav z tega mesta. Kot je že bilo rečeno, da to zgleda majhen korak za Kotlje, majhen korak za občino, vendar pa je vseeno velikega pomena. Tako da lahko izrazim tukaj na mestu, kjer ponovadi izražamo in čutimo žalost, neko veselje, kar je se za mene nekoliko neobičajno,
kajti tukaj pa navadi seveda žalujemo in doživljamo druga čustva. Toda, ne glede na to, sem vesel, da lahko v občini Ravne in seveda tudi zlasti Kotulcem, nam domačinom, izboljšujemo te razmere v pomembnih trenutkih življenja, ko se seveda poslavljamo od svojih svojcev, ko jih pokupujemo, ko smo žalostni in si želimo seveda, da je to možno izvesti v dostojnem objektu, v dostojni poslovilni vežici. In lahko rečem, da danes to po 20 oziroma 24 letih, odkar je bila zgrajena, torej posodabljamo, prenavljamo. Vse skozi smo poslušali opombe o tem, da preveč piha, o tem, da je kuhna nepraktična, da je WC premajhen. Skratka, te opombe so kar dolgo deževale na naša ušesa, vendar pa se je potem v zadnjih 2 letih premaknilo. Lahko rečem, da tudi z angažmajem predsednika Krajevne skupnosti Kotlje, ki se je dejansko veliko angažiral za to, da je ta obnova 22, torej več kot 20 let stare poslovilne vežice, torej ugledala luč sveta. Tudi takratne vežice so pravzaprav z gradbenim odborom, da pod takratnim mandatom župane Ivane Klančnik gradili Kotulci, sodelovali, vendar je to nezadovoljstvo bilo res pravzaprav vse skozi prisotno, odkar je poslovilna vežica seveda delovala. Upam, da tega nezadovoljstva sedaj ne bo več, da bojo te poslovilne slovesnosti, pogrebi tukaj izvedeni v boljših razmerah. Sigurno so še potrebne kakšne izboljšave na vežici, naravno, da z dobrim upravljanjem in direktorice in gospoda Kamenika, ki ga vsi že dobro poznamo, bomo te majhne korake delali tudi naprej. Drugače pa občina ima načrt, da tudi tu na tej desni strani v smer Urške gore, ta travnik, ki smo ga že v občinskem prostorskem načrtu namenili za pogrebno in pokopališko dejavnost, namenimo so tudi širitev pokopališča Kotlje in ta vežica je že pripravljena na način, da se bo tu pač v tem robu na moji desni uredil prehod tudi na novo pokopališče. Naslednji korak, ki nas čaka, je tudi nakup potrebnega zemljišča od sosede gospe Merkaške Lene. Tako da občina se bo še naprej trudila, da izboljšuje, bi rekel, vse vidike potreb krajanov, potreb občanov. To niso samo Kotulsko pokopališče. Mislim, da lahko rečemo, da si marsikateri Ravnčan želi, ko je še živ, da bi bil pokopan tukaj pod Uršljo goro in verjamem, da lahko svojci marsikomu to bodoče tudi uresničili. Tako da še enkrat torej zahvala vsem, ki ste prispevali k temu, da lahko danes tukaj stojimo. V glavnem so da vsem, ki ste, bi rekel, zagotovili, da smo sredstva dali v proračun in pa so tudi RKP Log, ki je z, bi rekel, dobro izvedbo, hitro reakcijo tudi zagotovilo, da lahko danes tukaj na tej otvoritvi stojimo. Torej še enkrat veselje na tem kraju, kjer smo ponovadi žalostni ob današnji pridobitvi naše nove posodobljene poslovilne vežice. Hvala lepa gospodu županu. No, preden pa prosimo za blagoslov objekta, prosim, če slovesno otvoritev s simboličnim prerezom traku izvedeta torej župan občine Ravna Koroške, dr. Tomaž Rožen in pa direktorica javnega komunalnega podjetja Log, gospa Meta Tasič-Vukovec. Prosim oba, torej, če pristopita k traku. Hvala lepa, en aplavz. S tem slovesno naznanjam, da je nova poslovilna vežica, torej objekt slovesa, tudi uradno predana namenu. Poslovilna vežica oziroma naš novi objekt slovesa je tako uradno predan namenu in ker življenje ne odpušča, to, kar seješ, to dobiš. Biti vreden dobrih misli več je, kot lahko želiš, se je zapisalo Romanica Futa. Vsaka solza je potrditev, da smo ljubili in da nam je bilo globoko mar. Moč ljubezni pa ne more biti poražena s tuzemeljskim koncem. Čas je za vokalni kvintet Ajda. Videl dežele sem tuje, videl sem tuje nebo. Zdaj v rodne kraje potujem, rad bi spet videl svoj dom, svoj dom. Daljne dežele so lepe,
Lipo je južno nebo, še lepše pa sijejo zvizde, tam, kjer moj rodni je dom. Kot ajdov cvet, kot smeh deklet, vabi me moja dežela, kot lastovka se vračam tja, jer sem nekoč bil doma. Šel bom na Raduho Uršljo, šel bom na pico zapit, gledal Mežiško dolino, šel bom na Privalje spit, Vabi zasanjana strojna, vabi Kotulsko poli, vabi me Brinjeva gora, kjer stare lipe šumi. Kot ajdov cvet, kot smeh deklet, vabi me moja dežela, kot lastovka se vračam tja, jer sem nekoč bil doma. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Življenje samo ponuja veliko možnosti. Prav tako ponuja možnost, da verujemo in pričakujemo Božji blagoslov. Prosim gospoda župnika Edvarda Vajdo, da doda blagoslov objekta. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Oče usmiljene in Bog svetolažbe, bodi vedno z vami. Spoštovani gospod župan, predsednik krajevne skupnosti, direktorica, gospod Aljoša, dragi vsi prisotni. Zbrali smo se k blagoslovu obnovljene Mrliške Vežice, ker bodo nazadnje počivali naši rajni. Na tem svetem kraju se bomo z njimi srečevali v hvaležnem spominu za njihovo življenje in zaupni molitvi, dokler tudi mi ne bomo dospeli preko praga večnosti. Naj bo ta blagoslov tudi izraz vere v Jezusa Kristusa, ki je našim in bo našim rajnim tudi nam stajenje in večno življenje. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Kar sejemo ne oživi, če prej ne umrje. Bratje in sestre, pa bo kdo rekel, kako ostajajo mrtvi, s kakšnim telesom pridejo, ne umneš, kar ti seješ ne oživi, če prej ne umrje. Tako je tudi vstajanje mrtvih. Seje se v minljivosti, vstaja v neminljivosti. Kar sejemo v nečasti, vstaja v slavi. Kar sejemo v slabosti, vstaja v moči. Sejemo zemeljsko telo, vstaja duhovno telo. Če obstaja zemeljsko telo, obstaja tudi duhovno. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se bal. Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi trepetal. Eno prosim, Gospod, eno želim, da bi prebival vse življenje v tvoji hiši, da bi užival tvojo mlino in gledal tvoj tempelj.
Slišal, Gospod, moj glas, ko kličem, usmili se me in usliši me. Tvoj obraz iščem, Gospod, ne skrivaj pred menoj svojega obličja. Verujem, da bom užival Gospodove dobrote v deželi živih. Upaj, Gospoda, bodi pogumen. Naj se ti okrepi srce, upaj, Gospoda. Molimo. Gospod Jezus Kristus, svojo smrtnim vstajenjem in v nebo hodom si nam pokazal pot k nebeškemu Očetu, ki je vir sreče za vse ljudi. Pri nam si nam pripravil prostor, večno bivališče, kjer bo naš skupni dom. Prosimo te, blagoslovi to obnovljeno mrliško vežico in se usmili vseh umrlih, ki jih bodo tu položili na mrtvaški oder. Pomaga nam razumeti, da na zemlji nimamo stalnega bivališča. Vodi nas k Očetu in nam po zemeljskem življenju podari večno veselje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. V zahvalo občini Ravne, krajevni skupnosti Kotlje, vsem, ki so na kakršnikoli način pomagali k tej obnovitvi Mrliške Vižice, zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. In na naši življenjski poti ne nas spremlja na vsakem koraku tudi Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje, ne vas je mogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru. Namen poslovilne vežice naj ne bo le prostor poslavljanja, končna postaja, temveč naj bo prostor proslavljanja življenja, modrosti, sledi tistih, ki bodo v njej doživljali prehod, naj bo prostor za lepe spomine in za počastitev poti članov naše skupnosti. Hvala lepa vsem za vašo pozornost in sodelovanje, prijazno pa tudi povabljeni na ogled in zakusko. Pa seveda vse dobro na vaših poteh.